Pozdravljeni v podkastu. Z vami sem Tina Hacler in z mano v studiu sta tudi vojaka Tamara Hozjan in Matija Zupančič, ker je pred nami Dan Slovenske vojske. Živijo. Zdravo. Zdravo. Kaj vam vojakom, torej pripadnikom Slovenske vojske, pomeni ta dan? Ta dan nam pomeni to, da se lahko predstavimo in pokažemo v bistvu, kakšen je naš poklic in da se med sabo spet vidimo, ker mi imamo res veliko enot in se ne vidimo vsi pogosto skupaj in v bistvu ta dan je, da se spet nekateri stari prijatelji spet imamo možnost videti. Okay. Pa zate? Poleg povedanega nam predstavlja tudi praznik Slovenske vojske, ko so se leta 1991 prva skupina nabornikov začela pripravljati in vsako leto se vse enote postrojijo in to je tudi slovesen dan za nas, ker to predstavlja tudi dan, kjer so povišene v činih podelitve nagrad, priznanj, odlikovanj. Okay. Ko smo že pri činih, kako težko si je bilo zapomniti vse čine v Slovenski vojski? Ja, bom rekla par tednov, no. Čine se učimo na temeljnem usposabljanju začetnem v Vipavi in so v bistvu pogoj, da jih znamo, da zaključimo to temeljno usposabljanje, ki ga moramo na začetku opraviti. Okay. In ko se enkrat to naučiš, se zapomniš za celo življenje? Načeloma, ja. Ok, super. Oba sta v uniformi. Ja. Kako bi opisala uniformo? Je udobna, vroča, hladna? Jaz bom rekla, da je udobna. Tudi to bom rekla, da je zame to prednost. Torej ne rabim razmišljati zjutraj, kaj bom oblekla, ampak sem lahko čisto enostavno v svojih oblačilih pridem v službo in oblečem uniformo, ki imamo vsa primerna oblačila, torej vsa primerna vremena. To pomeni za dež, za zimo in tudi za samo poletje. Tako da lahko rečem, da je uniforma udobna. Okay. Ampak včasih, ko vas gledamo recimo v postroju, ko smo na terenu, na kakšnih teh vojaških vajah, pripeka sonce, vi imate še baretke na glavi, včasih vas občudujemo, koliko časa stojite pač na mestu, se pravi dolgi rokavi, pač škornji, še pokrita glava. Se strinjam definitivno, da je ena stvar vsak dan lažja, ni treba razmišljati, kaj obleči. Ampak uniforma predvsem predstavlja zaščito, no, in zaradi tega pač mogoče kdaj neudobje, se pravi, kot ste omenila, v pripeki, ja, dolgi rokavi, ampak meni predvsem predstavlja varnostno uniformo kot ognjevarno uniformo za letenje in pač to je sestavni del. Je pa po zimi boljše, ker imam vedno dolge rokave na sebi. Pa da ne preskočimo najpomembnejšega dela, kaj vidva sploh sta v vojski? Se pravi, jaz upravljam delo pilota helikopterja, hkrati pa tudi pomagam v štabu, na generalštabu, predvsem pa, bom rekel, razgibano delo, ker včasih pozabljamo, da pilot helikopterja ni samo letenje, ampak je tudi dosti na samih pripravah in načrtovanju operacij in tudi analiziranju. Tamara? Jaz sem pa vojakinja, pehotna vojakinja in tudi opravljam logistična dela za podporo poveljstva enote, v kateri delam. Kako ste se sploh znašla v vrstah Slovenske vojske? Ja, jaz bom rekel, da je to nekako v družini. Oče je bil tudi pilot, na začetku je bil sicer pilot aviona, kasneje pilot helikopterja, tako da nekako sem se navdušil nad poklicem. Kasneje pa fakulteta za strojništvo in je prišlo do tega, da je bil razpis od Slovenske vojske za šolanje v tujini. Sem se prijavil na razpis in se odšel v tujino na vojaško akademijo, potem pa nazaj v Slovensko vojsko in to je bilo to. Sem si pa od nekdaj želel, tudi sem prostovoljni gasilec in sem si zmeraj želel nekaj takega organiziranega sistema, kjer pa ni, bom rekel, neke rutine. Se pravi, da veseli me, da so neke, bom rekel, osnovna rutina, da je predpisana, vendar vsak dan je lahko drugačen. To je nekako vedno v življenju me veselilo, ker sem avanturist in ta poklic je bil pisan na kožo. Jaz bom pa tako rekla, mene pa je spodbudila moja mama, saj takrat je bila moja mama kuharica v vojašnici generala Maistra in
sem bila taka bolj umirjena, mila punca, ne samozavestna, in je menila, da bi pa vojska iz mene naredila pravo žensko in res je, sem se odločila, da grem v ta poklic in sicer začetki so bili izredno težki, saj nisem bila športna, fizično, psihično nepripravljena, ampak vse to je iz mene naredila vojska. In lahko rečem, da sem vesela, da sem se za to odločila, saj sem samozavestna, odločna in prava vojakinja. Tole usposabljanje me bo še malo bolj zanimalo, ampak vmes pa, mama je bila kuharica, pa imate nek slavni vojaški pasulj. A je to res? Kakšna je vojaška hrana? Vojaška hrana je dobra, ampak še vedno pravim, da je pasulj tisti res pravi vojaški. Okay. Ja, definitivno. Hrana v vojski je zelo zanimiva, bom rekel, in predvsem je treba za veliko količino ljudi poskrbeti. Ne. Je pa tudi tako, da imamo ogromno poklicev znotraj vojske, ki pa pač je tudi na terenu in tukaj imamo, bom rekel, tudi zelo zanimive zadeve, ki predvsem nekoga, ki ni iz sistema, zanima, kot so suhi dnevni obroki, bojni obroki in tako naprej. Ampak ja, bom rekel, kar se hrane tiče, v vojski je zelo dobra hrana. Ker stereotipi iz filmov, recimo bolj tista menza, šeflo, ki se vrže na krožnik, ni tako v realnosti. Ni tako. Zdaj pa, če greva nazaj k usposabljanju, koliko let je bilo nazaj to in v bistvu kaj se najbolj spomniš? Kaj ti je ostalo od takrat najbolj? To je bilo 17 let nazaj. Moji najboljši spomini na to usposabljanje so pa absolutno preživetje v naravi. Zakaj? Ker do takrat nikoli nisem imela možnosti sama sebe preizkusiti, kako je dejansko živeti v naravi. Brez hrane, brez postelje, brez nekega udobja. In tam te v bistvu naučijo, kako lahko človek sam deluje in preživi v naravi. Tako da moram reči, da to je moj najboljši spomin tistega časa, tega usposabljanja. Kaj pa položaj ženske v vojski? Bi rekla, da se je v vseh teh letih, torej 17, to sta skoraj 20 leti, kako se je spremenil? Se je? Pa ne vem, če se je glih spremenil. Jaz mislim, da zdaj se več žensk odloča za poklic vojakinje. Ne vem, mislim, da so punce kar vedno bolj pogumne in si upajo priti k nam, glede na število, da jih imamo vedno več. No. Okay, super. Kaj pa šolanje? Ti si se šolal tudi v tujini. Ja, to je, bom rekel, en zanimiv del mojega življenja. Kot mi je nekdo rekel, ni dobro biti tam, je pa dobro biti od tam. Zanimiva 4-letna izkušnja v prvem letu, predvsem usposabljanje na nivoju vojaka, se pravi, kot je sama omenila, zgubiš neke pravice, začneš ceniti osnovne stvari, tudi ure nimaš, recimo frizura postane luksus, ker smo bili vsi enaki, ampak kasneje pa vidiš, da celotno usposabljanje je namenjeno temu, da spoštuješ človeka levo in desno od sebe, ne glede na to, odkot prihaja, kakšen socialni status ima. Ne. Se pravi, vsi enaka očala, so omenili, nekega nakita ni. Ne. In osnovni namen celotnega usposabljanja je seveda, da usvojiš neka osnovna vojaška znanja, poleg tega pa, da se ekipa poveže. Pač mogoče občutek na začetku je tak, da nekdo proti tebi dela že mogoče včasih na trpinčenje, ampak se ne gre za to, dejansko vse se gre za to, da se ekipa poveže in da deluje kot eno. In ko enkrat to usvojiš, rekel, je prava poezija, no? In se naučiš, da sam ne boš, mislim, lahko sam dosežeš, ampak v večini primerov, sploh pri teh delih, ki jih mi dva upravljamo, je zelo težko, da bi človek sam uspel. Tukaj je zmeraj ogromno podpornega kadra, ki omogoča, da nekdo od spredaj stoji in dela. Ne. In v bistvu pa vidiš, da vso to usposabljanje je ravno temu namenjeno, da se znaš zanesti na druge, da znaš vprašati, da si pripravljen iskati pomoč, pa dati pomoč. Ne. In v bistvu na koncu bom rekel, to so prijateljstva, ki se za celo življenje ostanejo. Ne. In vsako karierno šolanje, ki smo ga dala, ravno to povzroči, da širiš krog prijateljev oziroma nekih ljudi, ki jih lahko vedno pokličeš, so pa mogoče tudi izven službe, kakšni težki trenutki pa ti pridejo pomagati.
Pa ta prijateljstva, ki jih omenjaš, so tudi mednarodna. Seveda, pač na Mednarodni akademiji je bilo, nas je bilo 4600 tam, da ne bom rekel, da vse poznam tako, ampak bom rekel, vsaj nekih 50 ljudi, bom rekel, globoko poznam, kar se pa tiče prijateljstv, ki so pa še vedno ostajajo, pa bom rekel, tam nekje 5 jih vzdržujem. Pa hkrati srečujemo se, ne, saj vojska ni samo biti v vojašnici, so tudi vojaške vaje, potem tudi dejanska delovanja na terenu, kjer pridejo ti sošolci, prijatelji, sodelavci iz drugih nalog in del, ki sem jih upravljal in se ponovno snidemo. Ravno sem bil 2 tedna nazaj v Nemčiji, v Ramsteinu in sem sošolca iz leta 2020 srečal v poveljstvu. In samo pogledala sva se in smo oba še vedela en za drugega imena. Ne. Se pravi, ni to samo tisto, da nekoga malo spoznaš, ampak ostane to. Ne. Omenil si tudi frizuro, prej nakit si našteval. Kako pomembna v vojski je urejenost? Ja, urejenost v vojski je zelo pomembna. Pač, gre se tudi za neke osnovne rekel, poglede na to, da je nek red in disciplina v vojski, to mora biti. Zdaj seveda treba je razumeti, da pač v določenih pogojih tudi ni možno tega zagotavljati, ko smo na terenu, recimo, da so tudi več kot 12 ur na terenu nekdo, pa tudi med samim udejstvovanjem, med pomoč, ko smo imeli poplave, požare. Takrat mogoče malo urejeno spade, ampak upam, da ljudje to razumejo. Ampak po drugi strani se mi zdi pa zelo pomembno, ker mi smo tu za Republiko Slovenijo in predstavljamo Republiko Slovenijo. Torej tudi urejenost je del tega, kako predstavljamo državo navznoter in navzven. Okay. Omenil si poplave. Sodeloval si kot pilot helikopterja, si pomagal tudi pri lanskoletnih poplavah, ne? Na poplavah nisem mogel leteti, ker sem bil takrat vmes na šolanju. Sem pa z letališča Slovenj Gradec koordiniral delovanje vseh zrakoplovov, ki so bili udeleženi v poplavah, se pravi Zahodno Štajersko pa Koroško. Tako da organizirali smo letališče s primarnim namenom pomagati ljudem, na začetku bolj v smislu reševanja, kasneje pa v bistvu logistične podpore preko hrane, vode in kasneje tudi drugih zadev. Ne. Zdaj, to je tisto, večkrat omenjam, je pač pilot helikopterja je tisti, ki je ponavadi v soju luči, tisto se vidi, tisto se sliši, je zelo zanimivo. Ne gre pa pozabiti tukaj, da ogromno ljudi tukaj sodeluje, da taka zadeva obstaja. Če samo ven iz helikopterja izhajam, govorimo tukaj o vzdrževanju, letalski tehniki, inženirji, potem manipulanti z gorivom, gasilci. In če gremo širše, potem pa vsa logistična podpora, da do tega pride, poveljstvo samo, ki pomaga zorganizirati celotno zadevo in povezovati tudi druge enote, se tukaj gre tudi za veziste, radariste, za kontrolo in nadzor nad zračnim prometom, brezpilotniki so sodelovali. Ne. Govorimo tukaj ogromno služb, ki so v Slovenski vojski in so vsi prisotni. Ne. Je pa res, ja, na koncu pač izpade, kot da smo samo s helikopterji vse rešvali, ampak ne gre pa pozabiti tudi, da smo imeli na tleh z obeh brigad Slovenske vojske prve in 72 ljudi, ki so fizično pomagali. Govorimo tukaj lopata, kramp in samokolnica. Ne. Ampak ponavadi je tisto, kar se spomnimo, je helikopter. Zakaj? Ker je mogoče nekaj nevsakdanjega. Ampak zavedati se pa moramo, delujemo kot celota, kot ena ekipa. Okay, koliko časa si pa preživel na Koroškem takrat? Na Koroškem sem v bistvu začel doma pri gasilcih, potem pa sem bil poklican, tako da na Koroškem sem preživel vse skupaj, mislim, da skoraj 2 tedna. Lepa 2 tedna iz mojega vidika, seveda lepo je pomagati drugim, ampak je pa hudo tudi videti, ko ljudje trpijo. Tam ste bili ves čas, torej 24/7. Tako je, v bistvu nastanitev na začetku so nas dali v hotel, čisto začetni dnevi govorimo, kasneje smo dobili nastanitve, ker se nas je število prisotnih se je povečevalo. Ne. Nismo odhajali domov, razen potem proti koncu, kjer smo zagotavljali menjave, da smo kak dan ali dva komu omogočili, da je bil prost, da se malo spočije, ker dan ni bil 8-urni, jasno, in začelo se je zjutraj tam pol 6, 5, končalo se pa ponavadi 10, pol 11 in to več dni zapored je tudi kar naporno.
Tamara, ti imaš tudi znotraj vojske nek specifičen poklic, da mu rečemo, oziroma si usposobljena za neko posebno stvar. Ne vem, kaj zdaj misliš. Bojiščna reševalka? Jaz sem bojiščna ali- reševalka. Sem bojiščna reševalka, ja. Bojiščna reševalka svojega poveljstva 72. brigade. Kaj o tem? Mogoče kaj sploh Ja, to- mi smo pa v bistvu tisti prvi na bojišču, kjer pomagamo ranjencu, da ga na hitro, kako naj rečem, oskrbimo. Tako da ga na hitro oskrbimo, zaustavimo krvavitve, da potem ga nekako dostavimo do prve točke, kjer ga dalje oskrbijo. Se vprašam, zato, ker tudi na Koroškem so bili, mislim, je bilo tudi treba pomagati. Ne govorimo zdaj o ustreljenih, seveda tako ranjenih ljudeh, ampak tudi manjše stvari ste bili vi tisti, ne, ki ste pomagali znotraj Tudi, ja. svoje note. Okay, dobro. Potem pa še spet nazaj k letenju. Vi letite tudi z gorsko reševalno službo, ne? Tako je. Kakšna razlika, kako je leteti z njimi? Napram vojaškemu letenju. Tako. V bistvu zadeva je zelo podobna, se pravi, govorimo sploh v gorskem reševanju, govorimo o ekstremnih vremenskih pogojih dostikrat, govorimo o pač hitrem odreagiranju, saj v bistvu s helikoptersko ekipo tudi za Slovensko vojsko zagotavljamo medicinsko evakuacijo oziroma ponesrečence evakuiramo. In v bistvu naloga je zelo podobna, razlika je mogoče, da je samo s civilnim delom akterjev tudi so udeleženi. Je pa res, da je ogromno gorskih reševalcev tudi zaposlenih v Slovenski vojski, tako da se že prek tega poznamo, potem pa prek vaj. Samo letenje mislim, da je tisto, kar ti da, bom rekel, tehnično zahtevno, pa kot sem omenil, vremensko zahtevno in pač kombinacija tega je tisto, kar nam zboljšuje sposobnosti, ne. In potem tudi v drugih nalogah lahko smo zaradi tega boljši. Se pa treba zavedati, da pač to znanje pa v osnovi izhaja iz vojaških vaj in vojaškega usposabljanja, ne. In zdaj, če tega ni, potem je tudi težko tam delovati, ne. Tako da mislim, da je osnova je vedno izhaja iz tega, da se učimo tudi od tujcev, se pravi drugih vojsk, in gre tukaj za neko interoperabilnost in potem samo integracijo v slovenski sistem, kjer to vojaško znanje lahko tudi za civilne potrebe oziroma za podporo lastni državi damo. Kaj je bilo pa najtežje reševanje, ki se ga spomniš? Tako bom rekel, odvisno. Zdaj, tehnično najbolj zahtevno mi je bilo vitlanje iz stene po noči. Rekel, to je kar zanimiva zadeva, kar se tiče pilotskih sposobnosti, verjetno tudi vrhunec. Drugače, sam osebno pa smatram reševanje na Mali Mojstru, ki je pa kombinacija tehnične zahtevnosti pa vremenskih zelo slabih pogojev, kot snežni vihar vmes in take zadeve. To je bilo leta 23, ko je bilo 7 ponesrečenih, je bila tudi množična nesreča. In vremenski pogoji so bili taki, da je lahko samo en helikopter naenkrat deloval tam noter. Ogromno reševalcev je bilo treba gor zvoziti, mislim, da smo odleteli preko 5 ur za eno reševanje. Za veliko noč, mislim, da je bilo lani to, glih okrog velike noči. Tam nekje, da drži. Ja, lani je bila tudi malo drugačna zima, Ja. ker letošnji april v gorah je drugačen, kot je bil lanski, ne. Tamara, ti si pa tudi mamica Ja, dveh tako je. otrok. Kako pa to usklajuješ, bom rekla, poklic z družino, ker če se ne motim, je tudi mož v vojski, ne? Moram reči, da po eni strani je težko, ker je tudi mož vojak, ampak po drugi strani pa lažje, ker smo oba dva v temu in razumemo drug drugega, pač našo poslanstvo, naše delo in je na koncu tudi lažje pač potem naše delo. Kaj pa v primeru misij, recimo v tujini? Bom rekla, to je čas od doma, stran od družine. Jaz na misiji nisem bila, je pa bil moj mož, tako da je bila v bistvu to moja drugačna misija kot njegova. Jaz bi rekla, da je moja absolutno težja, saj takrat sem za vse sama, prej smo bila dva za to, potem sem pa sama, ampak ženske to nekako sfuramo. Ja,
moram reči pa, da je težji tisti čas, ko potem pride mož, torej vojak, pride domov, ker se moraš spet navaditi drug na drugega, spet na novi ritual, ampak vse se da. Okay. Pa tvoje misije? Jaz imam za sabo 2 misiji, s tem, da ena je bila kratka, pilotska. Bom rekel, zelo zanimiva iz perspektive sodelovanja z drugimi vojskami, se pravi celotna ekipa 4 držav, se pravi planiranje letenja skupaj po noči, po dnevi v slabih vremenskih pogojih in na tujih tleh, kjer ne poznamo tako doma, poznamo vse doline, poznamo vse, kje so žice napeljane čez dolino, da smo bolj varni. Tako da je ena zanimiva izkušnja, mogoče tudi zanimiva izkušnja z tega, ker smo imeli posebej prostore ravno zaradi tega, ker se po dnevi in po noči leti, da se ne motiš en drugega, ne. Drugače pa, kar se pa tiče druge misije, ki je bila pa 6-mesečna, sem se pa želel preizkusiti še v drugih zadevah in sem šel delovati v štab. Zanimalo me predvsem z vidika, se pravi, dostikrat se zgodi, se mi zdi v Sloveniji, da ocenjujemo nekoga drugega, pa tudi kilometra nismo prehodili v njihovih čevljih, ne. In sem šel probati in ja, drži, ne, vsak poklic je svoje vrste stroka in ga je treba spoštovati. In jaz sem šel rahlo izven svojega okvirja, bolj sem šel v njene vode, ampak isto, rekel, vrhunska izkušnja v smislu sodelovanja z drugimi vojskami in bom, tako bi rekel, bi še šel, ni lahko, da se razumemo, dnevi so dolgi, dela se veliko, ampak ena taka nepozabna izkušnja za mene, sploh kot pilot, drugače te izkušnje ne bi dobil. Je pa, kot je sama omenila, je res, da sem bil jaz na misiji, ampak tisti, ki ostanejo doma, so še na večji misiji, ker v bistvu za mene so poskrbeli, jaz sem moral sam svoje delo opravljati, sicer ne, ni lahko, lahko je tudi nevarno, ampak tisti doma se pa tudi borijo in pač tukaj se gre tudi zahvaliti vsem partnerjem in partnericam pripadnikov, ki v bistvu omogočajo, da lahko Slovenska vojska to počne v tujini. Torej bom rekla, notranjem krogu, družinskem krogu, prijateljskem krogu vejo, kaj počneta, seveda, ne, pa so te stvari sploh glede na to, da imata oba že družinsko, vojaško poreklo, ne, sta v bistvu že s tem odračala. Kaj pa recimo, ko pride do situacije, bom rekla, civilisti, pač bom rekla neznanci, znanci, ko pride, kaj jih najbolj zanima? Recimo, ko spoznate pač neke ljudi na novo ali pa ko zvejo, kaj počneta, kaj vas največkrat sprašujejo? V bistvu meni najbolj pogosto vprašanje, ki ga postavijo, je, kaj sploh delam v vojski. Jaz sicer to zelo težko odgovorim, ker naše delo je res široko. Lahko odgovorim pač, kaj delam jaz osebno, ne morem pa govoriti za vse, ker mi imamo res veliko poklicev. Od logistov do kuharjev, do športnikov, glasbenikov, letalcev, inženircev, kinologov, vojakov, pehotnikov in je na to vprašanje res težko odgovoriti. Tako da to je zame najpogostejše vprašanje, ki ga postavijo civilisti. Ja, moj poklic je mogoče bolj medijsko pokrit, tako da v bistvu večkrat se zgodi bolj, da me sprašuje, če sem bil jaz v helikopterju, kot pa kaj počnem. Vsak si pa malo po svoje to predstavlja, ne, ampak ni vse, kar počnemo, se pravi gorsko reševanje, helikopterska nujna medicinska pomoč, prevoz inkubatorjev, se pravi gašenje. Ogromno je tudi vojaških nalog, kot sem prej omenil, ki omogočajo, da tudi druge naloge potem delamo. Tisti del, bom rekel, ni ravno zadeva, ki jo bi razpravljal z vsakim. Seveda samo letenje vedno predstavim, helikopter predstavim. Je pa, se pravi, tudi nekaj našega znanja, pa mora tudi ostati malo zavito v skrivnost, ampak to je tisto, kar mogoče pa tudi ljudi najbolj zanima. In jaz pravim, pač z velikim veseljem sprejmemo pilote, tehnike, inženirje med sabo in ves kader, ki, kot sem rekel, omogoča naše letenje, ne, in se bojo lahko spoznali. Delo je zelo razgibano, predstavlja vsaj meni osebno ogromno zadovoljstvo. Po drugi strani pa mislim, da je malo poklicev, ki bi mi omogočali, bom rekel, takšno svobodo. Dokler si ti pripravljen vse naprej planirati,
je ta poklic čudovit. Je pa res, da se treba zavedati tudi, da pridejo izredne razmere, ne, kjer se je treba pa odzvati. Ne. In ko smo omenili poplave, požari, takrat Kras ni bil tisto leto edini požar. Mislim, da je bila Potoška gora, je bila do takrat največji požar, je bil že 8. tistega leta. Ne. In pač se je treba odzvati, treba je razumeti to. Ne. In to prijatelji, znanci vidijo. Je pa res, da dostikrat tudi vprašajo, zakaj si pa prišel takrat in takrat domov, koliko pa to, da si tukaj v službi. Ampak ja, dobimo tudi dovolj prostega časa. Je pa res, da ne mogoče za praznike in nedelje, kot so ljudje navajeni, da so doma, ampak na koncu se vse izide in z veseljem, povabim ljudi v naše vrste. Oba dva sta v vojski že dolgo vrsto let, ne? Varnostne razmere v svetu ves čas njihov, vseh teh letih, pa se spreminja. Kako sta se sama sabo pogovorila glede tega? Ja, jaz bom rekla v bistvu, da se neprestano usposabljamo in urimo, ravno upajmo, da ne, da za to situacijo, ampak nekako to sprejmeš, ko pač prideš v to službo, da pač to je del naše službe. Tako da. Pa ti? Ja, jaz bom tako rekel, pač naše osnovno poslanstvo je obramba Republike Slovenije, ne, in pripravljenost za oborožen boj. Tega se je treba zavedati in pač od začetka nekako sem jaz to sprejel, ker pač bom rekel, da pride do nečesa, bi pač rad tudi pomagal. Ne. Sej, jaz mislim, da ga ni Slovenca, ki ne bi želel v krizni situaciji pomagati. In pač vse ostalo, kar pa delamo in se urimo, usposabljamo, je z namenom tega, ampak s pridom koristimo tudi drugje, se pravi, da vračamo državljanom, vračamo državi tisto, kar je država v nas vložila. Jaz mislim, da ga ni bolj častnega, viteškega poklica, kot je to. No, neka civilisti, državljani, ne? Imate vse dneve odprtih vrat, vojašanci, ampak nekako vseeno še ljudje to, kar vejo ali pa mislijo, da vejo o vojaškem poklicu, je iz filmov. Ne? Koliko realni so filmi? Glede tovarištva, glede vsega tega. Filmi je odvisno, ne? Zdaj, ne morem kar posplošiti na vse filme. Jaz bom rekel, pač v osnovi moj poklic zahteva moštveno delovanje. Se pravi, mi smo v najmanjši osnovi smo 3. Zdaj, kar se tiče našega delovanja, ja, je včasih filmsko, predvsem, ko se neke stvari dogajajo. Je pa tudi čisto drug poklic lahko, se pravi, v naših vrstah lahko res upravljaš čisto vse, kar ti srce poželi. Imamo več kot 60 različnih poklicov znotraj Slovenske vojske. Ampak osnova ni sam ta moštveni duh enega helikopterja, ampak če že 2 povežemo, potem pa vse, kar se tiče iz tega, naredimo celo strukturo, ne, ki je pa potem pripravljena delovati. Ne. In jaz mislim, da filmi dobro predstavljajo, včasih sicer mogoče malo ekstremno, ampak je kar nekaj filmov, ki pa dosti realno prikažejo vojaško življenje. Je pa to, rekel, da še eno mogoče stvar dodam, vojska mi je omogočila, da sem veliko sveta videl. Nisem šel sicer svet gledati, ampak tudi v tujini dobiš kaj prostega časa in sem marsikako mesto, državo videl, ki jo verjetno, če bi mogel sam potovati, ne bi. In dosti pomaga to tudi našim pripadnikom, da nam odpre oči, bom rekel, dojemanje drugačne kulture in pač, da to prenesemo domov in tudi potem lažje, rekel, razumemo neko drugo državo, kako razmišlja oziroma njihove državljane. Ko si omenil filme, da jih par dobro prikaže, kjer je tvoj najljubši film, vajen najljubši film z vojaško tematiko? Ja, je vojaška tematika v filmu, vendar ni zaradi vojaške tematike moj najljubši film. Meni je najbolj všeč, rekel, Forrest Gump, ker pač prikazuje podpovprečnega človeka, ki mu uspe, in to je pač z neko vztrajnostjo, ne, srčen je, v bistvu se bori se za vsako stvar, ki mu je, vsaka ovira, ki mu je dana, jo gre naprej. Ne. In meni je dosti, rekel, takih življenjskih na svetu je noter kot tista, da je življenje kot škatla čokoladic, nikoli ne veš, kaj boš dobil. Ne. Ena bolj zanimivih je, da je vložil neko sadje in zdaj mu pravijo, da mu za denar ni treba več skrbeti
Je rekel, ena skrb manj. Ne. Mislim, tak pozitiven pristop od začetka, ki bi rekel, temu pa ne bo uspelo. In meni je zaradi tega ta film je res fascinanten. Pa seveda ogromno nekih zgodovinskih je noter malenkosti in ko sem ga večkrat pogledal, sem videl, da še zdaj nisem vseh ujel. No. No, če ste pričakovali odgovor na prvo žogo Top Gun, ni bilo to. Pa tvoj, Tamara? Bom se kar strinjala z njim. Tako lepo je opisal, da sem se tudi jaz najdla v tej zgodbi, tako da bom rekla, kar listi. Okay. Ni Top Gun. Ni, ne, kliše, ni. Ne. Kako pa preživljate prosti čas, recimo, ko pač slečete uniformo, kaj najraž počnete, kaj tazga, da razbremenite glavo ali kaj adrenalinskega, recimo, kako usklajujete to? Ja, največ časa preživim na motorju, pa s plezanjem, pa tukaj govorimo o feratah, ne pravem plezanju. Drugače, s prostovoljnim gasilstvom se ukvarjam, pač v zadnjih, rekel, nekaj mesecev mi ni življenje omogočalo toliko udejstvovanja, ampak primarno iščem neke, rekel, avanturistične zadeve, pa kjer so tudi drugi ljudje, ker se to je tudi tisto, kar sem omenil, rad sem v družbi, veliko se lahko od drugih naučiš, dobro je, če še ti koga druga naučiš in se mi zdi, da življenje je pa prekratko, da bi pa res neke adrenalinske stvari počel. Ja, je mogoče tisti trenutek malo adrenalina, ampak iz poklica izhaja, da predvsem je varnost na prvem mestu. Ne. In se mi zdi, da bi bilo nepotrebno, glede na to, da je poklic že sam po sebi nevaren, da bi pa še izvajal neke vragolije izven službe. Jaz bom pa rekla, da svoj prosti čas preživljam za svojo družino. Izredno rada vrtnarim, kuham in zelo rada oziroma imam glasbo. Prej sem pozabila omeniti, da sem tudi vodja in vokalistka vojaškega prvega benda v Slovenski vojski. Tako da moram reči, da mi je tudi to, da mi Slovenska vojska omogoča, da se lahko zraven svojega poklica ukvarjam tudi z glasbo, mi je izredno častno. No. Sem slišala, da zelo lepo poješ. Ja. Bi nas lahko s kakšnim verzom razveselila? Ja, z svojo vojaško glasbeno skupino smo naredili prvo avtorsko pesem, ki ima vojaško vsebino. Ta teden tudi snemamo vojaški videospot in se bomo tudi predstavili na dnevu Slovenske vojske. Ja, lahko zapojem refren. Ker ti imaš to moč, kot predniki naši so jo nekoč, ker ti imaš to moč, da premagaš temno noč, ker ti imaš to moč, kot predniki naši so jo nekoč, za našo domovino tu smo zdaj, če kdo nas potrebuje, ne vprašamo zakaj. Bravo, prvi vokal z razlogom. Jaz nisem tako dober pilot, ko ona poje. Torej, če prav razumem, to bo v Mariboru ob dnevu Slovenske vojske, Tako. se bo lahko tudi Tako. to slišala. Tako je. No, torej, dragi gledalci, če želite slišati Tamaro in pesem v celoti, vabljeni na dan Slovenske vojske, 14. maja. Ob 18. v dvorani Tabor. Hvala vam za pozornost in se vidimo. Hvala. Hvala.